Larina skrivnost. Poletja je konec, Lara bo šla v šolo, razmišlja o vsemogočem. Me bo imela učiteljica rada? Se bomo veliko učili? Kaj pa novi prijatelji? Bodo prijazni? Lara si je z roko pokrila usta, kot bi se bala, da bi kdo slišal njene misli. Lara je imela še eno skrb več kot drugi otroci. Mami in oči pravita, da bodo razumeli. Pa bodo res? Se je spraševala Lara. V možganih se pojavi električni izbruh in pride do kratkega stika, je razložil oče. Še 3 dni, je odštevala Lara. Ti 3 dnevi so minevali po polžje. Vlekli so se kot razkuhan špaget po ustih. In končno je prišel tisti dan, ki se ga je Lara veselila in bala obenem. Prvega šolskega dne je bilo konec in vse se je srečno končalo. Lara je spoznala novo in prijazno učiteljico in prijetne sošolce. Toda nikomur ni povedala o izbruhih, ki se včasih dogajajo v njeni glavi. Ni lahko priznati, da si drugačen. Dnevi so bili enaki dnevu. Lara se je v šoli počutila odlično. Z veseljem se je učila in se spoprijateljila z otroki. A neko jutro se je v njeni glavi spet zaiskrilo. Med šolsko uro je padla na tla. Učiteljica je pritekla k njej in jo obrnila na bok. Lara je bila v nezavesti, njeno telo je bilo v krču in je nekontrolirano trzalo. Bo umrla? Se je svojega vprašanja ustrašil Luka. Učenci so vprašujočih obrazov zrli učiteljico. Ne bo umrla. Lara ima epileptični napad. Otroci so molče opazovali Laro. Ko se je zavedala, je nad sabo zagledala obraze, zgrožene, prestrašene, polne vprašanj. Kot že mnogokrat doslej se ni spomnila, kaj točno se je zgodilo. Vedela pa je, da je imela spet napad. Spet se je po njenih možgančkih podilo preveč energije naenkrat. Spet je bila utrujena in zbegana. Učiteljica je poklicala starše in Lara je odšla domov. Kmalu se je s tesnobo v srcu morala vrniti k pouku.
Bila je zmedena, bala se je srečanja s sošolci. Jo bodo razumeli? Bodo še njeni prijatelji? Se bodo še hoteli igrati z njo? Sklonjeno glavo je vstopila v razred. Vsi so se obrnili k njej. Boječe je dvignila glavo in se srečala s pogledi sošolcev. Zaslišala je glas učiteljice. Pridi, Lara. Ko te ni bilo, smo se pogovarjali o makedonskem kralju Aleksandru Velikem, pisateljih Dostojevskem, Charlesu Dickensu in Agati Christie, o izumitelju Alfredu Nobelu, o slikarjih Van Goghu in slovenskem Jakopiču. Vsi, prav vsi so se zapisali v zgodovino in vsi so bili prav tako posebni kot ti. Lara si je oddahnila. Kamna, ki je sedel na prsih, ni bilo več. Ozrla se je po sošolcih in vedela je, da bodo še vedno prijatelji, morda celo boljši kot prej, saj se sedaj mnogo bolje poznajo.